slišite dež. Ful je temno, pač ura je pol ena in je čist temno. Tak tih deževen dan bomo preživeli. Moji dnevi so vedno malo drugačni, tako da ne mislim, da je to vsak moj dan, ker ni. Včasih sem cel dan za računalnikom, sploh kadar moram video objaviti, me cel dan ni in moj dan zgleda res brezvezen. So pa kaki dnevi, ko pač si lahko privoščim biti malo bolj v easy in se res posvetiti na kuhanju ali pač čemrkoli hobijem. Tako da ja, da danes bomo en tak prijeten deževen dan preživeli skupaj. Najprej si malo napisala, kaj treba narediti, sicer sem že ena stvari naredila, ker ura je pol ena, ampak ja, tako malo plan, kaj bom kuhala, nek scenarij moram napisati, v glavnem. Jutri Josh pride, tako da se malo pripravim, zdaj že perem posteljnino, ene code sem že obesila, tako da ja, malo pripravim na jutri. Malo uživanja v tem vremenu, ki spi v omari po dolgem cajtu. Bom malo brala. Začela bom sigurno z mojim dnevnikom hvaležnosti. Ta mislim, da pred 2 let iz Bags & More, vmes sem ga drugega uporabljala, zdaj sem rekla, da bom spet tega, zato ker je take barve jesenske, pa sončnice so, Van Gogh je, tako da ja, bom sedla tu na kavč, pa poslušala dež in bila hvaležna za take male stvari v življenju. Nisem vam pokazala Hagridova hiška in koliko je že zelenje zraslo, pa da vam povem, včeraj sem jaz to toliko porezala. In ja, v glavnem, ta dela dobiš, pa boljš vidiš. One velika semena pa še niso zrasla.
Jaz ne vem, kaj je to, ampak meni jesen daje tak nek poseben občutek. Nisem nek potrošniški cajt, ko si kupujemo dekoracijo, pa ne vem kako posodo. Pač ja, seveda, tudi to me usrečuje in jeseni si da malo bolj duška, pa sem malo bolj, bom rekla, brezbrižna glede tega. Ne vem, ta občutek jeseni je, ta von zraka je drugačen in občutek, ko si daš dolge rokave, ker ko malo več kuhaš, mogoče malo več spečeš in ta, ja, celotna energija v tem cajtu, mogoče tudi, ker imam dobre spomine na začetek šole vedno in listje se spreminja, ful je nekih sprememb, ne, sploh iz poletja v jesen je neka sprememba, jesen nam res pokaže, da sprememba ni nujno slaba stvar in da je sprememba lahko ful lepa. Tudi če je nelagodna, je konec koncev potrebna za to, da življenje gre naprej, da rastemo, da imamo nekaj, ko se lahko veselimo za naprej. Kot sem že rekla, ni moj vsak dan tak. Eni dnevi so malo težji, malo bolj brezvezni mogoče, ne dogaja se mi toliko v življenju. Ampak itak snemaš tiste dneve, ko se malo več dogaja, da je tudi za vas bolj zanimivo. In jaz res upam, da vam dam mogoče inspiracijo ali pa da malo odmislite stvari. In ne skuham si vsak dan enega specialnega obroka ali pa spečem vsak dan bučkin kruh. Ko imam priložnost, ful rada naredim kak svoj dan malo bolj poseben in se res posvetim stvarem, ki mi daje veselje. Celo slikati sem se spravila. Jaz sem bolj taka, da ko nekaj začnem, pa padem not, moram to čim prej dokončati. Ker če ne, bom pol to pustila in bo trajalo spet nekaj cajta, da pridem nazaj. In isto se je zgodilo za to sliko, ki sem jo začela slikati po moje 2 leti nazaj. Ful mi je všeč, ful mi je lepa lokacija, barve, vse. In ko jo slikam, se kar uživim, kot da sem tam. In zato je v bistvu meni slikanje ful všeč. In rada slikam stvari in naravo, ki je meni všeč, ker si predstavljam tudi sebe živeti in res tako malo odtavam, ko slikam. Ker je to kot neka terapija za mene, ko čisto odmislim, ne gledam na telefon, ne gledam na televizor, ampak sam sliko gledam. Tako da vam polagam na dušo, če imate cajt, dajte si en dan vzeti, pa si napiši aktivnosti oziroma stvari, ki te bi usrečile, ki lahko je mogoče hobi, lahko sam nekaj skuhaš ali pa si vzameš čas za knjigo. Tak dan te res napolni z energijo. Free flowing, sailing with the wind, not knowing how this story ends. Kind and brave, I know you'll find a way. Live your truth and good will come to you. Iz mrcvalnika sem te čufte vzela, ko sem jih enkrat delala, mislim, da so neki s špinačo. Zraven sem si pa to hitro omako od knora naredila ram z osenem, ta je mislim, da neka take srednje barve, ne vem, kako bi jo opisala, ni ona čisto temna. To zdaj naredila, da se zgosti, pa da se čufti zagrejejo. V zadnji imam pa že pire, mogoče bi to na koncu mogla narediti, ampak drugače pa kruh zgleda full cute, ko čakam, da ga probam. Vem, da se bučkin kruh oziroma, to je tako bananin kruh, to je bolj na sladko,
Sliši se ful, bučke, ne? Lani sem delala mafine bučkine, če se spomnite, in vsi, ko so bili skeptični, mi je bilo ful dobro. Bom pa zdaj zraven še naredila za premaz na vrhu mascarpone z sladkorjem in vanilja, tem ekstraktom. V bistvu nič posebnega, to jaz vedno ful rada naredim za karkoli, ful je enostavno, ne rabiš nič stepati smetane, samo mascarpone zmiksaš malo z eno metlico in to je to. Sem se odločila dati sladkor v prahu, da se bo res lepo na gladko zmiksalo. Sicer bi ga bilo fajn presejati, ampak ne bom dala to, ker je itak že bučkin kruh sladek. Počasi. Gotovo. Zelo sočno. Mafini, ne vem, moram pogledati recept. Mi zdi, da so še bolj dobri. Ampak meni je to ful dobro. Končala sem stream, tak fajn deževn tih dan je bil. Zdaj pa si spravim make-up dom, mogoče si dam kako masko in pol počasi spat. Mrzlo je 8,5 stopinj, polorovan gori in me sebe in je najboljši občutek ever. Včasih še grem pobrati na avtobusno in pol gremo v trgovino, pa verjetno še v poštni predal. Sem šla v PO Box. Da vidimo, kaj je to. Oh, this is like Christmas. Wow. This is impossible. Okay. Eat a cat. What are those? Midva sva šla še v moj poštni predal, pa v trgovino, tako da preden smo domov prišla, je kar trajalo. Sva se najedla, moram pokazati v poštnem predalu, si ste videli, ampak vseeno. Dobila sem to mačko, Dejan, če to gledaš, hvala, pač jaz sem si to ful želela in ena zanimivost. Naš prvi maček, ste lahko že na YouTube videli, če ste me gledali ful let nazaj, je naš prvi maček bil tak črno-beli in zaradi njega sem jaz taka crazy cat lady, pač imam toliko rada mačke in oh my god, Lego mačka. In pol zadnjič sem videla, da lahko daš zadnji sončnice na to glavnem, pač se počutim kot dom rojstnan. Zdaj pa še to. Vam še pokažem, kam je pa Josh prinesel, pač včeraj sem igrala ta Harry Potter game in veš te sveče, ko tako visijo, pač ko kao lebdijo, a ne, sem rekla, jaz sem pa videla te sveče, da imajo na Amazonu, ne vem kaj, in je rekel, zanimivo, da si to omenila, ker mi je kupil te lebdeče sveče, jaz ne morem, to bo tako lepo izgledalo, sicer ne reč bi jih imela na ozadju za stream, ampak sem ziko, da se tam že ful preveč dogaja. Tukaj pa nimam lestenca, ker pač tistega, ko ima meni ne paše in bi te svečke dovisele v dnevni, mislim, da bi bilo perfektno. Škoda, da ne bojo na streamu, ampak ne vem, to je res. In pazi to. Prižgeš jih pa s to palco. Fercarium Leviosa. Sveče in ima res take tanke
neke ribiške te zankice in pol imaš zraven te za prilimat pač. Oh my god, koma čakam, da to naredim po moje pol. Zdaj bomo malo počivala, se postiskala. Kar smo raztegnala, tako da bomo gledala film Beetlejuice, ker bi rada ta drugega šla v kino gled, nisem pa sploh še prvega gledala, tako da ja, se mi to zdi, da je tak fajni film za zetaca, je tak spooky, bolj kao grozljivka, ampak smešna grozljivka, tako da se bo bolj počivalo, kasneje pa malo delalo, ko imam kuharski stream. Mikino najljubše opravilo. Mika! Glih nekaj snemam za Samsung in sem rekla, da se vam javim, ker nisem danes nič snemala. Torej, včeraj smo zraven filma zaspala in ga nisma pogledala, potem sem pa imela kuharski stream in sem delala beef stew, ki je v bistvu enolončnica, goveska. Jaz ful nisem toliko, rekla, nimam prakse z temi enolončnicami. Moja ata ful rad kuha enolončnice, tudi deda jih je kuhal, ko ste kdaj videli, ko je bil pasul Hugo. Ja, pa moja mama tudi in ja, je caj, da se malo naučim, a ne, pa sej sproti, ko te nekaj zanima, se naučiš. No in ta je bil recept iz Harry Potter knjige, naredila sem tudi knedle, te kruhove knedle, sicer po receptu niso bili kruhe, ampak ker sem imela nekaj kruha, sem rekla, da to naredim. In dejansko ful dobro prišlo. Nisma še jedla, ker je bilo pozno zvečer, Josh je zaspal, ker je bil zmatran od busa, jaz pa tudi nisem bila to klačna, tako da mama zdaj kosilo za danes je pripravljeno. Ja, torej današnji plan ni še konc dneva, ura je 4. Moramo iti iskati obleko za Josha, ker gremo na poroko v soboto v Nemčiji. Jaz že imam obleko, rekla sem, ne bom si nekaj kupovala, ker imam toliko stvari imam, ene celo, ko jih še nisem nosila, ampak nisem vedela, so primerne za poroko. In pol sem najdla obleko, ki je še nisem uspela nositi in je taka roza. Na kameri izgleda bolj svetla, ni, je kar rozasta. In ima take rožice. In zadnjič, ko je bila mama tu, smo jo malo dodelale, zato ker ko je zadaj zapre, me ful reže tukaj. Reč mi je čist prav, lepo, glih prav, nič preprijeto, ampak ja, pač rokavi me režejo, če si čist dol zaprem. In smo pol ta trakec najdla v Tediju in smo ga zraven, mi ga je mama zraven zašivala in si v bistvu pol sam mašno naredim, pa itak bom imela lase dol, tako da se ne bo videlo in ja, ne rabim zapravljati denarja za obleke, ker jih imam dosta, ne. Imam pa tudi en blazer, ki mogoče malo ni čist prave barve, ampak itak bomo not, ker mi dva v bistvu gremo samo na večerjo in ta party, zabava del, ne gremo na ta matični, na poroko, malo drugače imajo oni, ker to smo itak prijatelji, ni družina. Tako da, obleko imam izbrano, Josh si mora pa še iti iskat, bomo šla v Zaro, pa mogoče Pick and Kloppenberg, kako se reče. Pol pa gremo v kino gled novega Beetlejuice. Danes smo ga gledala, do konca pogledala, res zanimiv film, bom rekla, res ful star, bomo videli, kako bo zdaj, ko je itak tisti film je iz 88. leta, takrat, ko je Josh bil rojen. Ta je pa zdaj nov, pa ona igra Jenna Ortega, ko je pri Wednesday igrala, ful mi je bil všeč Wednesday movie. Glavnem zdaj ful nekaj jepam tukaj. Ja, to je to, Josh se tušira, zdaj pa nama bomo pojedla, prej pa pol grema, tako da se vam malo javim. Mogoče bomo šla še v Sinsaj pogled, ker jaz bi ful rada še kaj vzela, mogoče kaj najdem, da bo Josh imel malo dekoracije pri njemu. Samo eno verigo imam za njegov plac in jaz rabim malo več, ker bom tam 2 tedna in ne morem biti brez jesenske dekoracije, pa on se strinja, tako da ja, to sem hotela povedati. Gremo. Evo me v pulovru, kak je fajn. Zdaj pa gremo v Zaro, pa razmišljam, če bi šla po kao McDonald's. Kupujemo te gele za tuširanje in pa imaš te moške, ko je Dry Woods, City Cruiser, Escape Reality, Crushed Ice. Pa imaš te ženske. White Grapes, Japanese Spring, Sicilian Lemon. Du bist wunderbar. Guten Morgen, Cherry Blossom, Calm Down, Juicy Jasmine, that's me. Smatrana smo, v Mercatorju smo čakala pol ure v vrsti. Zdaj smo šla pa jesti nekaj v Čatisa in ne bomo do kina prišla. En trik v Čatisu, če naročiš svoj meal, pač svojo, karkoli si izbereš in daš dodatne rezance, dobiš večjo porcijo, pa v bistvu izgleda čist pač normalno. A ja, je pa ekstra rezanci €6. Evo, končna cajt za
baterije, mislim za lučke. Vsako svečo gre ena ta baterija, pa v to palco. Oh, you need to kind of... Point on it. Oh, even cooler. Yeah, but it's Yeah, also yeah. good if it's like not too Yeah. big gaps from. Just a bit more to the wall. Uspelo je, to je dejansko ful težko, da recimo, da vseh kotov zgleda ok. Iz tega kota smo gledali, oziroma tak iz tega kota. Pa pol tukaj. Da je pač nekje tak čez celo to od TV-ja, da nam ko si na kavču. No, zdaj bomo perulete dodala, pa bom provala prškat. Našila sem eno Harry Potter ozadje, zdaj bomo pa probali. Palco imamo tu. In moram narediti. Ne vem, kako moram narediti, ampak lumus. Oh, cute! Na kameri ne zgleda tako cute, ko v živo presežem. Ampak malo je svetlo. Nice. Shrimp. Mika shrimp. Dan sem imela toliko za narediti, pa posnet, pa zmontirati in ja, ni cel dan šel. Zdaj pa končno sem konc. En video že imam pripravljen za objavo, enega moram še pol dokončati. Nekaj smo šla ven posnet en čist mini del, ampak to mi gre cel dan pol po glavi in se ne morem da tega izgleda, dokler ni narejeno, čeprav je v 2 minutah narejeno, ampak ja. Zdaj bom pa naredila makarone, omako za pene, pasto, porabila bom paradajz, ker ga imam ful, pa burato smo kupila in tako naprej, v glavnem gremo kuhati. Zadnjič, ko smo šla po obleko za Josha, nismo najdla kaj, tako da gremo dan še enkrat, danes gremo pa v Zaro, pa po moje pol, če tam nekaj najdemo v City Park, v Mango, pa mislim, da je to. Najprej gremo pa v McDonald's v eno kavo, to premium latte,
ni pumpkin spice, ampak ta z sirupom in ja, malo za vzdušje. Kaj misliš, da se odpravljamo in se skrila? Ja, eno premium latte vaniljo, pa en cappuccino, prosim, to je to. Moj premium coffee, to je v bistvu tako ledena kava, sem da je pač topla. Včasih ima pa Basic cappuccino. Prvo hotel imeti sam kavo, What is pač this? Oh, črno cookie. kavo in smo ono deno. What is it? Cookie? Cookies. It's a dessert? Evo, dobila smo obleko, hlače pa pas v Zari, srajco v Reserved in suknič v Half Price. On se je delo norce v Half Price v smislu, da je smešno ime. Even less than half the price. Ja. In je, mislim, da, what is the brand? Tommy Hilfiger. Tommy Hilfiger brand. Je bilo znižano na 69 evrov iz nam 320. Pa dejansko ful bolj mu pač stoji lepš, kot pa kjerikoli, ko jih je probo. Suknič je bil največji problem kupiti. Dobro zgleda, brez kravate. Ja, zdaj pa jaz tukaj pečem krompir, pa ribje palčke moja jedla res nekaj na hitro, ker nimam dosti cajta, zadnji Mika na WC gre, pol imam pa že stream, tako da moram se pripraviti. Dobro, upam, da ste uživali v videu, jaz sem že v Nemčiji, tako da naslednji vlog bo tukaj. Smo imela kar dolg potovalni dan, ampak je bilo fajn. Čau! Missing someone